Siti bomo pa zdaj bolj aktivni, ne? Ker smo lačni drugačni. V naši družbi danes prvič v tej vlogi magister Gregor Mohorčič, direktor Centra za poklicno izobraževanje. Njegovo kariero je zaznamovalo sodelovanje pri oblikovanju politik doma in po svetu z namenom zagotavljanja kakovostnega izobraževanja. Danes ga k besedi vabim z namenom osvetlitve vloge sredstev oziroma vodstev pri uvajanju sprememb v višjem šolstvu. Prisluhnimo. Lep pozdrav vsem skupaj in hvala za povabilo. Tisti, ki še niste uspeli kavo vzeti, si jo greste lahko vzeti, da bomo lažje zdržali po dobrem kosilu. Hvala organizatorjem za povabilo. Res je, prvič sem v tej vlogi. Marsikaj še spoznavam, ampak se skupaj učim z vami, tako da bomo probali tudi neke stvari nasloviti v prihodnje, kar se tega dela tiče. Danes je moja vloga predvsem tale del, ki bom probal na koncu nakazati, kaj je nujno potrebno pri vseh teh stvareh, ker strategijo na področju višjega strokovnega šolstva izobraževanja imamo sprejeto, 22. je bila sprejeta, zdaj se skozi modernizacijo modernizirajo programi, vi boste na nadaljevanju imeli tudi delavnice oziroma omizja za spremembe zakona o višješolskem izobraževanju, spremembe tako rekoč, ampak nič pa ne govorimo o samem, dokumenti bodo nastali, papirji bodo nastali, vse bo rejeno, noben pa se ne pogovarja o, ali bo to res prineslo določene spremembe tam, kjer jih mora. V učilnicah, v prostorih, pri predavateljih, ali bojo spremenili in tako naprej. Tudi ta del vidik bi rad položil na srce vsem nam vodstvenim, ki smo nekako zadolženi za ta del segmenta, da te stvari speljemo. Razumem, da eni bolj, drugi manj, ampak na nek način bi rad ta del mogoče malo nakazal, zagotovo nas bo pa v nadaljevanju še veliko, v nadaljevanju bo še veliko časa, da bomo lahko tej temi tudi posvetili več pozornosti. Se pravi, država je naredila strategijo na področju izobraževanja, potem se je odločila, da bomo imeli delovno skupino za prenovo izhodišč in trenutno smo v fazi prenavljanja izhodišč na področju višješolskih študijskih programov. Zadali smo si cilj, da bi bilo to narejeno do konca januarja z prenovljenimi izhodišči, da potem lahko štartajo novi programi ne v izvajanje, v pripravo na nek način. Sprav nekako vse pod dežnikom sprememb, nekako celostno pogledamo najprej sistemsko in potem poskušamo nekako spraviti te stvari v korakih nazaj. Zdaj upamo, kolikrat bo samo srečanje stvar, seveda ni pomembna, ampak pomembno je, da bomo pripravili dobre izhodišča, na osnovi katerih bo to ustrezno, na osnovi katerih bodo ustrezni programi narejeni. Marca prihodnje leto so predvidena ta izhodišča, da bi bila sprejeta in grejo potem v samo izvajanje. Na nek način je bila temeljna naloga teh delovne skupine, ki je širše sestavljena tako, kot se spodobi iz vseh deležnikov. Tisti, ki ste na licu mesta, izvajalci sistema, nekaj strokovnih inštitucij, tako da je ta pokritost z vseh strani. Pregled obstoječih dokumentov, evidentiranje nujnih sprememb tako na nivoju sistema, kot na nivoju same izvedbe in trenutno je v pripravi osnutek besedila za prenovljeno izhodišče, ki se čisti, gleda, kako in na kakšen način naredi tako, da bojo dovolj ustrezna za tiste, ki bojo potem pripravljali same programe. Vse to je del enega širšega projekta, ki ga mi na CPI-ju imenujemo modernizacija, s krajšo besedico MOPSI, ki pa vključuje tudi višje strokovno izobraževanje, v enem deležu, kjer je tudi kazalnik 16 prenovljenih programov, ki jih morajo biti na koncu tega obdobja, če lahko tako rečem, ne samo prenovljeni, tudi potrjeni. Tako da to so neki mejniki, ki so tukaj le noter nastavljeni. Izgleda, da bi mogel slučala vzeti. Tam ne. Malo pomoč. Zdaj, leta 2023 se je projekt začel, 2024 praktično smo na koncu leta. Tisto, kar je bilo znotraj tega projekta pripravljeno, trenutno je 5 pilotnih programov za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, za višje šolske programe pa to štartamo naslednje leto, kot sem rekel, z
najprej s prenovo izhodišč, potem pa v tem nadaljevanju nadaljujemo. Glavnina nalog zadolžitev na današnjem našem področju bo v letu 2025 in 2026, ko se tudi projekt končuje. Kot sem rekel, kazalnik je prenovljenih 16 višješolskih programov v skladu z prenovljenimi izhodišči. Vsi vi, ki ste že dolgo v tem sistemu, veste, da je zadnja prenova izhodišč bila leta 2016, da pa ne govorim 2016, da pa ne govorim, kakšni so sami programi. Prej sem navajal, da imamo 48 programov, kdaj so bili na zadnji prenovljeni. Mi smo imeli 2 dni nazaj sejo oziroma sestanek in nekatere številke, kdaj so bili na zadnji programi prenovljeni, so zastrašujoče, kar pomeni vse tisto, kar govorimo, da je trg dela fleksibilen, da moramo odgovarjati trgu dela na fleksibilnost, da obstajajo strukturne spremembe v družbi, da se moramo odzivati na trg dela, fleksibilnost, povezanost in tako naprej. Vse to, če pogledamo, kateri in kdaj so bili programi prenovljeni, je praktično zastrašujoče. Tako da je nujna potreba po prenovi. Kot sem rekel, kazalniki prenovi izhodišč generalno, malo da tudi kolegi veste, se pravi, ta prenova poteka na nek način po celi vertikali in je zelo smiselno, da en tak inštitut, kot smo mi, skrbi za to vertikalno pokritost, da tiste spremembe, novosti, ki jih na nek način pogledamo, vidimo, da se spreminjajo ali pa da se dodajajo na področju poklicnega srednjega strokovnega izobraževanja, da se potem prenesijo tudi na višje strokovno izobraževanje. Dobre prakse nikoli ni dovolj. Na osnovi tega imamo vse in analize, evalvacije, študije, priprave modelov, na nek način bo podobno tudi na področju višjega šolstva. Tisto, kar je ključno in poudarek samo za področje višjega strokovnega izobraževanja, je, da je na osnovi sistemskih analiz, na osnovi mednarodnih primerjav lahko sploh začenjamo s pripravo modela izhodišč. Brez tega, kaj se na nek način se je zgodilo na našem področju, brez analize na doma, tako rekoč, je škoda razpravljati. Vsi dobro veste, da brez podatkov, ljudje, ki nimajo podatka, potem imajo samo svoje mišljenje. Če pa imamo podatek, potem pa lahko na osnovi tega podatka nekaj naredimo. Če je podatek dober, ga ohranimo, če je podatek slab, potem ustrezno ukrepamo oziroma naslovimo problematiko z novimi ukrepi in tako naprej. Na osnovi tega, kot pravim, je bila narejena sistemska analiza, kjer smo pregledali vse te podatke, kdaj so bili, koliko so bili, kakšna raznolikost, heterogenost programov je. Vi sami bolj veste, da obstaja velika heterogenost znotraj programov, velika heterogenost pri predmetih, pri številu predmetov znotraj programa, tako naprej. Tako da te stvari bi poskušali nasloviti in poskušali malo v nek okvir, pameten okvir postaviti, zato da bo to malo bolj primerljivo. Mednarodne primerjave, seveda, tisti, ki misli, da je Slovenija edina, ki ima kakšne probleme, izzive, potem že dolgo ni več seznanjen z mednarodnimi dogajanji. Vsi imamo nek način izzive in zakaj bi odkrivali toplo vodo, če nekje drugje že odkrito oziroma nekje že naslovljen kakšen problem. In če je naslovljen, kako je naslovljen, vse tukaj pogledamo, ne glede to, ali je dobra praksa ali je slaba praksa. Iz obeh praks se lahko nekaj naučimo in tudi to je bilo narejeno. Kolegi so vključeni v delovne skupine, so to dobili, imajo to materijale, imajo, na osnovi tega lahko primerno zaključujemo ali pa primerno pozicioniramo določene elemente v sama izhodišča. Tisto, kar je ključno, je tudi projekt se nekako naziva vključevanje zelenega in digitalnega. Kljub samo menimo, da je zeleno in digitalno premalo nasloviti, potrebno je širše pogledati na celo zgodbo, vse, ne samo ključne kompetence, ampak tudi poklicne kompetence treba ustrezno nasloviti, ker tudi te se na nek način so se spremenile. In če jih ustrezno naslovimo oziroma ustrezno pozicioniramo, potem bodo tudi programi lahko ustrezno odgovorili na te potrebe, ker če jih izločimo, potem spet nismo naredili celostnega pogleda. Ta način nam je ključen. Koncept umeščanja obstaja,
tukaj so ga kolegi zunanji strokovnjaki naredili, tako da je treba samo pravilno ga umestiti v samo izhodišče, zato da boste pripravljalci programov lahko imeli ustrezne informacije, vedenja, načine, kako se to vse skupaj umešča. In že tukaj še enkrat na tem mestu poudarjam, pa večkrat bom tudi danes, dokument prenese vse. Če ga mi kot vodje, vodstva ne bomo ustrezno spravili v tam, kjer mora, do predavateljev, predavatelji naprej v naše učeče, potem je to škoda besed. Potem bomo imeli še enkrat dober dokument, ki bo vse, lahko tudi v tujini nagrajen z raznimi priznanji, ampak ne bo imel implikacije oziroma bo imel slabo implikacijo. Tisto, kar bi rad poudaril, je implementacija je ključna in tle smo vsi na vseh nivojih odgovorni za to. V prvi vrsti ministrstvo, v drugi vrsti CPI, v tretji vrsti vodstvo šol in v četrti vrsti predavatelji in nazadnje tudi učeči, da prevzamejo svoj del odgovornosti pri vsem tem. Model prenove šolskih študijskih programov, tukaj se pripravlja ta model, kjer bi, kot sem rekel, pogledali širši pogled, naslovili vse ustrezne izzive, načela, ki jih mora en tak program imeti, zato da lahko kakovostno odgovori na vse izzive današnje in upajmo, da bo tako široko zastavljen tudi prihodnje izzive. Model, kot sem rekel, vključuje širši pogled višjega strokovnega izobraževanja, izzive in načela. Nekateri izzivi zapisani v trenutnih izhodiščih so že stari, nekatera načela so že tudi, jih je treba posodobiti, tako da to bo zdaj pripravljeno, narejeno. Seveda jedro študijskih programov, kot smo bili danes že tudi v uvodu, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije omenila, da je program, ki odgovarja na nek način trg dela in zelo povezan s trgom dela, so te izzivi bojo zagotovo naslovljeni oziroma še bolj naslovljeni in to je tudi jedro višješolskih programov, da kombinira delovne in poslovne procese v ustreznem razmerju, zato da so, zdaj bom uporabil angleško besedo, ready-made, ko zaključijo, ampak ne z vidika delodajalca ready-made, samo za eno opremo, ampak da tudi opremljeni s takimi veščinami, da znajo odgovoriti tudi na malo drugačne izzive. Pri seveda načrtovanju teh programov nam je vodilo razvoj poklicnih in ključnih kompetenc in kot je bilo tudi že rečeno danes, vse to zaradi tega, ker ti programi izhajajo iz poklicnega standarda. Poklicni standard je osnova za pripravo vseh teh programov in v osnovi tega lahko trdimo, da je potem naš kandidat, ki zaključi to izobraževanje, usposobljen za določen poklic. Kot sem rekel, ključne kompetence bojo umeščene skozi različne vidike, vse to bo pripravljeno v izhodiščih. Model predstavlja strukturiranje teh izobraževalnih programov, nadgrajuje, višje šolstvo dobiva pomemben element v celotni strukturi terciarnega izobraževanja, kot je že podpredsednik skupnosti omenil, tako da zagotovo je en element tudi, ko bo na koncu omenil tudi promocija vsega tega in ozaveščanje, je ta element tudi zelo pomemben in naslavljanje tistim, ki lahko ta del zelo dobro izkoristijo. Seveda je sama didaktika ali pa pedagogika tudi zelo pomembna in spet se dotikam tistih predavateljev, ki to počnejo, se pravi, ne bi rad, da to izveni podcenjevalno daleč od tega, ampak če ne bomo dali poudarka tudi na ta del, potem se vse te novosti, ki jih imamo, pa sami se soočate s tem, ne bojo prijeli. Se pravi, ključno je, da tudi predavatelje opremimo z temi elementi, tako da na ta način od sodelovalnega dela, timskega poučevanja, kombinacije vsega tega bo ključnega. Ampak zagotovo verjamem, da vse to vi veste, ustrezne inštitucije vas pa morajo na nek način suportirati, pomagati, da bomo to lahko skupaj ta korak iz enega v drugi del naredili. Uvajanje tehnologije ni zastonj, vse ocene OECD-ja, svetovnega izobraževalnega foruma
raznih konzulting svetovalnih podjetij, ki naslavljajo, da bo praktično 70%, vsaj 70% delovnih mest digitaliziranih, informatiziranih, tako da brez tega praktično ne bo šlo. Tako da včeraj smo dobili raziskave na področju e-cilj, računalniške, informacijske pismenosti, računalniške miselnosti na področju osnovnošolcev, 8. razreda, z eno besedo niso spodbudni. In če gledamo celotno, zdaj sem zelo blago rekel, če gledamo to vertikalo, da naši osnovnošolci prihajajo v srednješolski sistem, kasneje tam, potem in kaj imamo za eno podlago in s kakšnim materialom pridemo, na nek način se bomo morali vsi ukvarjati z tem. Ne spustiti pa čakati, se veste, kako pravijo, oni pred nami niso nič naredili, ampak glih tako oni za nami isto ponavljajo, da niso nič, oziroma naši primer delodajalci. Tehnologija je prežeta z vsemi, tako da je tudi naš cilj, da to uvedemo. Kompetenčna zasnovanost izobraževalnih programov, velik izziv. O kompetencah govorimo že 2008-2009 je prvi kompetenčni okvir na področju Evropska komisija sprejela, 2012 je sprejela revidiran kompetenčni okvir. Od takrat naš del izobraževanja, ne vem, če je kaj kompetenčno se usmeril, mogoče v kakšnih segmentih, ne pa zares. Tako da tlele je nujno, da celotno vertikalo povežemo in višje šolstvo zagotovo ne sme ostati izjema. Tale zadnja alineja je pa tako in tako nujno potrebna, če hočemo dvigniti višje šolstvo na en ustrezen nivo. Da sem se dotaknil tistega, kar sem že nekajkrat navedel, pa rekel, vloga vodstev. Tle ne mislim samo vodstvo višjih šol, ampak ne glede na kateri poziciji smo na nek način vodje nečesa. Ministra, CPI-ja, če lahko tako rečete, če rečemo, potem direktorja šolskih centrov, direktorja višjih šol, vodenje predavateljev, ki tudi na nek način vodijo neko skupino. Vseh nas je praktično odgovornost, da postopamo in da spravimo dokument, ki ga bomo naredili, programe, kakor tok v življenje. Če katero od teh elementov zmanjka, potem zagotovo tega ni. Seveda prvi, ki je v vrsti, zagotovo, ko že najbolj treba poskrbeti najprej pri glavi. Se pravi, to je vodstvo nas kot samih. Če vodstvo samo ni zainteresirano, ni željno po spremembah, potem se lahko predavatelj še tako trudi, postavlja neke nove oblike, nove metode, se sčasoma utrudi. Jaz mislim, da smo direktorji, vodje, nujno, da pri tem podpiramo naše kolege, ki bodo to znali ustrezno implementirati. Mi se bomo trudili, da s kakšnimi različnimi aktivnostmi, metodami tudi to naredimo. Verjamem, da je nekako na srednjem šolstvu lažje. Tukaj imate pa le predavatelje, pa so nekako povezani, prihajajo iz različnih struktur, tudi iz drugih delovnih okolij, pa je to spet malenkost drugače, ampak na nek način kakšne primere dobrih praks bo treba urediti. Vodstvo kot tako je nujno, da pripravi strategijo ustrezno umeščanja in priprave tega implementacije teh dokumentov. Spodbujanje sodelovanja vseh, ni, da to je samo pri enem predmetu, pri eni dejavnosti, ampak ključno je povezovanje, sodelovanje, mogoče moja dobra praksa koristi kolegu in tukaj spet smo vodje tisti, ki moramo omogočati prostor, nek ustrezen prostor, ni nujno, da je to fizični prostor, ampak kakršenkoli prostor za izmenjavo idej, mnenj, zato da bo te mnenja, ideje se lahko v širši meri implementirale in na nek način to, kot sami dvigate neko kulturo organizacije po sodelovanju, po izmenjavi, ne da poskrbite, da se vrata po koncu ali pa po začetku predavanja zaprejo in predavatelj ostane sam in tako naprej. Ta izmenjava idej, mnenj, načinov je ključna za dvig neke kulture organizacije in hkrati pomaga pri izvrševanju ciljev
načrtovanih ciljev, ki jih imate zastavljene. Seveda, nujno potrebno je profesionalni razvoj zaposlenih. Tle predavatelji razumem, da jih imate, eni imajo obveznosti, ki druge niso vaši, gostujejo različne oblike, ampak nujno je potrebno poskrbeti za profesionalni razvoj. Če skrbijo podjetje za profesionalni razvoj zaposlenih, potem mi na nek način tudi kot podjetje nujno potrebno. In seveda tukaj gre vedno dvosmerna komunikacija, bottom-up, top-down, želje, potrebe zaposlenih in zahteve na nek način vodstva, kam in kako usmerjamo procese. In tukaj, če vodstvo začuti, če je dovolj senzibilno, se ve, katere potrebe, katere so potrebne izobraževanja, potrebne investicije v izobraževanja in na katerih področjih, potem je nujno vodstvo tudi, da usmerja celoten proces profesionalnega razvoja. Ne zato, da gre zaposleni, ker si želijo in tako naprej, kar tudi obstaja. In seveda brez PDCA kroga, Plan, Do, Check, Act, se pravi, in evalvacije tega, brez tega je izguba besed, ampak to je nekaj, kar zagotovo verjamem, da veste in da ni treba ponavljati. Če ukrepe naredimo, če jih ne evalviramo, potem niti ne vemo, ali delujejo ali ne delujejo, tako da to je nujno potrebno. Seveda, za vse to je pa potrebno imeti čas. Žal, ko že pravijo, časa pa ni, ker generacije grejo in treba čedalje hitreje te stvari narediti. Naslednji koraki, se pravi, kaj nas vse skupaj čaka, so zagotovo posodobitev izhodišč, kot sem že omenil, in razrešitev nekaterih vsebinskih, terminoloških, uporabljamo različno terminologijo, tudi konceptualnih vprašanj. To upam, da bojo kolegi strokovnjaki uspeli dovolj dobro razrešiti, da tisti, ki boste potem vzeli ta izhodišča, da bojo kakšne stvari, ki so danes dvoumne, neenoznačne, lažje berljive in lažje uporabljive za pripravo programov. Potem seveda nas čaka priprava višješolskih programov do leta 2026 z zaključnim elementom prehod na zeleno in prehod na digitalno. Kot sem že omenil, nam je pomembno, da imamo vse kompetence v okviru, tako da ne samo ti dve, zato je tudi celostni pogled. Pripravljamo podporo za strokovne delavce na višjih strokovnih šolah, ta segment, tukaj vodstva ne bojo ostala sama, če lahko tako rečem. Novi načini učenja in poučevanja, se pravi to, kar bi mogli na nek način stalno se izobraževati, se pravi, imamo stalno neke nove načine, v podjetjih to bistveno hitreje gre kot, moram priznati zdaj, pri nam v šolstvu, smo nekako bolj okosteneli, ampak tudi ta način treba spremeniti. In seveda pripravljeno za sprejetje izzivov na trgu. Ali smo z našimi programi, skupaj najprej z izhodiščnimi programi, dovolj fleksibilni, da lahko hitreje se odzivamo na trg dela? Jaz mislim, da samo ustrezno treba še kakšen drug element izpolniti, če tako lahko rečem. In pa seveda vzpostavljati spodbudno sodelovalno okolje na vseh nivojih, zato da bojo vsi deležniki enako participirali in lahko dodali svoj element v tem mozaiku višjega šolstva. Nujni najpomembnejši koraki, sodelovanje lokalnega okolja, kar zelo poznate, nekatera lokalna okolja tukaj lažje izpeljete, kakšne stvari, nekatera težje, nekateri ste v dobri kondiciji oziroma ste v okolju z dobro lokalno kondicijo, če lahko tako rečem, drugi v malo slabšem, in tlele je tale pestrost različna, ampak tukaj je zagotovo eno spodbujanje vključevanja nujno potrebna. Vseživljenjskega poklicnega učenja danes vsi na vseh nivojih spodbujamo vseživljenjsko učenje, polna usta so nas tega vseživljenjskega učenja, po moje bolj zaostajamo pri implementaciji, kako pa kaj, vsi vemo, ampak za ta del pa nekako nismo še čist na koncu, ampak to pomeni za vse zaposlene znotraj enega kolektiva. Tisto, kar je naša skupna dolžnost, je, pa tudi že podpredsednik je rekel, pa izvršna direktorica je rekla, promocija višjega strokovnega izobraževanja, da je kar
dober segment šoločih je v tem sistemu, je zelo, je fleksibilen, odprt, hkrati odziven na potrebe trga dela in lahko dobro ali pa zelo kakovostno dopolnjuje vse ostalo terciarno izobraževanje, samo dovolj zanimanja moramo vzpostaviti. Tisto, kar sem že rekel, brez podatkov imamo samo svoje mnenje, mišljenje, tako da nujno je potrebno imeti, če karkoli hočemo, podatke. Pa bom dodal še na osnovi jutranjega predavanja tudi malo intuicije. Ne škodi, zagotovo ti, ki smo, oziroma mi vsi, ki smo dolgo v sistemu, že imamo kakšne intuicije brez podatkov, pa si včasih želimo podatke, zato potrdimo svojo intuicijo, ne? Tako nekako. Mogoče bolj zaupati tudi temu delu in seveda vključevanje v mednarodne zgodbe, nismo sami, ne moramo biti sami pri vseh izzivih, tako da nam ta del zelo koristi. Kako naprej? Seveda, če zaključim, naprej samo tako, da bomo izboljšali kakovost izobraževanja na vseh nivojih, zato se pa treba truditi na vseh nivojih. Tako vodstva šol, skupnost, sem premalokrat poudaril, da se mora tudi truditi, spodbujati in tako naprej, kot mi, strokovne inštitucije in nazadnje tudi ministrstvo, da naredi sistemsko uredi tako to področje, da bojo lažje šole se odzivale na potrebe, ki jih imajo. Hvala.